917 ljudi. Kje so pa varnostniki, kje so vse službe, ki ne... Zelo težko je to reči na koncu konca, ampak dobro, če jih moram nekako izdvojiti, seveda Luka Šulić, naša lastna produkcija z orkestrom Mariborske opere. Afteri, vsak dan na Minoritih. Kar se mene tiče, sigurno Josipa Lisac. Ja, letošnji festival, če omenjamo, definitivno Josipa Lisac. Zagotovo Lence vedno začne udarno in zagotovo bo koncert Luke Šulića z simfoniki iz SNG-a, Slovenskega narodnega gledališča Maribor, udarna stvar. Pri nas v Vetrinjskem dvoru od stand-upa bo prvi večer ful zanimiv, torej ta petek Tin in Pacienti, torej Tin Vodopivec, Mark in Jure, ko sta glasbeni duo, komični glasbeni duo, pa pridruži se jim še Tim Andrić. Absolutno 80. obletnica našega zbora Slava Klavora s partizanskim pevskim zborom in s pevskim zborom Kombinat. Potem zagotovo zadnji dan Jazz Land Inin, odlični azijski punk, samo da so iz Nizozemske. Sons of Bena Vista. Težka industrija na Večerovem odru. Kot drugo bi rekel vse, kar se dogaja v Art Campu. V ponedeljek, žal je že razprodano, bomo snemali podcast na temo Karijera komika. Na odru bomo jaz, Denis Avdić bo, Peri Cerković, Tin Vodopivec, Admir Baltić pa legenda Vinko Šimek. In, kaj če ne rečem, moramo iti malo na jazz, Džafer Jusef. Pa mislim, da bo na odru OTP banke prvi dan Dalaj Ego oziroma Recycle Man, en super koncert. Pa nedvomno Špricer baza. In seveda ne more mimo najstarejše trte, vinsko lentanje ob reki Dravi bo prinašalo, bom rekel, prave temperature in najboljša štajerska vina. Pa imamo še hrvaške pa srpske večere, prihajajo najboljši iz regije, torej imamo pod radarjem večer, kjer bo Aleš Novak predstavil ene mlajše komike, ki so pod radarjem tik pred tem, da se dvignejo in jih Slovenija spozna. Tako da, marsikaj bo, pojte, kaj bo gledati. Okay, in pa iz preteklosti? Madonna. Najverjetneje, ne vem, pa dajmo reči, tukaj, ko je odr še plaval, Lester Bowie za svojim orkestrom. Po mojem, kak koncert dobijo za kolektiv? Ray Charles, ne? Uroš Perić. Definitivno Tadej Toš tu na glavnem odru, ko je imel Rokezije, ko je imel koncert, ko ni bil stand-up, ampak ko je špilo muziko. Teh je bilo v 33 letih res dosti, ampak mogoče se spomnim, kot najstnik smo hodili po celem Lentu in skušali vnovčiti vse kupone, ki so bili v programski knjižici, kasneje pa seveda se soočali z svetovnimi glasbenimi zvezdami, tako da teh je bilo v 33 letih res ogromno.